pred 6 leti smo zasadili prvo konopljo. Zakaj? Izziv je bil ena čudežna rastlina, o kateri se je ogromno pisalo, ogromno govorilo. Ena podrobnost je manjkala, da je treba s konopljo veliko tudi delati, če hočeš imeti neke rezultate ali pa neki pridelek. Tako da to smo se zdaj že naučili. Škoda mi je ali pa žalosti me, da Slovenija, pred 6 leti smo bili nekje zelo dobro pozicionirani v Evropski uniji, imeli smo znanje, nismo imeli tehnologije, ampak smo vedeli, kaj želimo, kam bi radi šli, znali smo zelo kvalitetno pridelati. Danes nas sosednje države prehitevajo. Zaradi tega, ker se je malo prilagodila zakonodaja, imajo bolj poslušno morda politiko, politika vidi interes v tej branži in jaz mislim, da je to največji manko, ki v Sloveniji trenutno je, težava kmetov in pa tudi podjetij, ki stojijo za tem. Zdaj, mogoče je prizvok konoplja še vedno malo slabšalen ali pa nas ljudje malo čudno gledajo, kmete, ki pridelujemo konopljo, se to spreminja in jaz verjamem, da to trenutno edina branža, ki ima neizmeren potencial za proizvodnjo gradbenih materialov, kuriva in vseh ostalih stvari, vse pred temi, kaj smo pred izzivi, ne. In politika bo se morala malo prilagoditi, posluhniti malo, kaj narava daje, imamo neizmerne možnosti in jaz verjamem, da lahko uspemo. Nam je glavni izdelek so kanabinoidi, verjamem, da bomo s tem nadaljevali tudi v prihodnje, vsi pa apeliramo nekako na višje strukture, da se prilagodijo in da spremenimo zakonodajo do tega področja, da bomo lahko konkurirali sosednjim državam, ki so nas zdaj v 6 letih bistveno prehitele.